Komunalno podjetje Vrhnika je učni primer za mnoge, ki se žele naučiti sodobnega, trajnostno naravnanega ravnanja z odpadki. Odgovorni v podjetju se niso zadovoljili le s formalnim izvajanjem svojih nalog. Zavedajo se, da morajo pritegniti pozornost občanov in jih vzgojiti, zato so vzpostavili učinkovit sistem informiranja, izobraževanja in prosvetljevanja pripadnikov vseh generacij na vseh ravneh. Komunalno podjetje Vrhnika je že v začetku 90-ih let kot eno prvih podjetij v Sloveniji pristopilo k ločenemu zbiranju odpadkov, tako da smo iz tistih velikih količin, ki jih navadno ljudje odlagamo na deponije, izločili biološke odpadke in pa tako imenovane ločene frakcije. Da smo dosegli kakršnekoli uspehe, smo se sočasno lotili tudi izobraževanja ljudi. Poseben poudarek smo dali na izobraževanje otrok, tako da smo se povezali z vrtcem vrhniškim in vrhniškimi osnovnimi šolami. Trenutno na leto obiska preko 1500 otrok, od vrtcev pa do študentov, ki vidijo, kako se z odpadki lahko upravlja, kako se z odpadki čim bolj prijazno okolju rokuje. Naj povem, da smo se mi na Vrhniko preselili 3 leta in pol nazaj. Ob preselitvi smo bili prijetno presenečeni, ker smo bili stalno redno informirani o dogajanjih na področju zbiranja odpadkov. Izredno pomembno se mi zdi tudi to, da so lahko moji otroci del tega, tako da otroci zastopijo, kaj je bioodpadek, kaj je plastika, kaj je papir. Vzgoja otrok v vrtcih in prvih razredih osnovne šole se mi zdi zelo pomembna, kajti otroci so zelo sprejemljivi za učenje. Istočasno pa postajajo tudi vzgojitelji nas, odraslih. Z vsemi temi aktivnostmi, ki smo jih počeli, to se pravi z izobraževanjem, osveščanjem in to, skušamo naravo nekoliko razbremeniti vseh tih velikih količin odpadkov, ki jih vsakodnevno proizvajamo, to se pravi vsi ljudje, ki to proizvajamo, in jo nekako pustiti tudi zanamcem, da bodo tudi oni nekoliko lažje živeli.